Dragi moji, dobrodošli v prvi epizodi Čarobnic. Čarobnice so ženske, ki premikajo meje in danes v meni je ena prav posebna ženska. Ženska, ki je predvsem zelo avtentična, zelo samosvoja in definitivno jo cenim najbolj zaradi tega, ker živi najbolj iskreno življenje v tem smislu, da je to, kar si je sama zbrala. Salome. Živijo. Dober dan. Ful sem vesela, da si me povabila. Že en čas te želim spoznati, krasna si mi, lepa si mi, pratim te. Tako da evo, pa smo skupaj. Čin, lej, jaz sem sicer mislila, jaz sem mi ponudila čaj, kavo, ampak je rekla šampanček. Ajda. To se spodobi za prave čarovnice. Za prave čarovnice, zdaj moram strkati, ker se to spodoba, veš, da tako in pol... Pol lahko nadaljujeva. Super. Ok, zdaj Salome tako že poznamo, ne? Marsikdo, jaz mislim, da tukaj ne rabva zdaj delati uverture, kdo ti si. Ampak mene danes predvsem zanima, glede na to, da si šla čisto po eni svoji poti. A veš, smo družba, ki zelo gledamo na to, kaj bojo drugi rekli. Joj, da ne bom nekaj naredil, da me bodo drugi čudno gledali, obsojali, zavijali z očmi in tako naprej. In tebi, če sem prav razumela, je mama rekla v enem trenutku, ali se začneš oblačiti tako kot fant, pa nehaš s tem, kar si delala, se pravi, ne? Si se začela oblačiti v žensko, ali pa pejdi od doma. In Salome spakirala kufre, takrat fant spakiral kufre in prišla v Slovenijo. To ni bila težka odločitev, jaz že kot otrok sem bila samosvoja. Okay. Tako da se spomnim, da sem en mali kufr, to ni bil kufr, to so bile torbe take visoke in se spomnim, da je not bila ena velika rjuha, drugo pa ne vem, kaj je not bilo. In sem šla. S trbuhom za kruhom bi se to reklo, ne? Ja, jaz sem pač se odločila, da bom živela to, kaj jaz čutim, ne, kaj moja mama si želi. To bi rabili vsi tako živeti. Poslušati sebe, kaj čutiš ti in mislim, da je to uspeh življenja, to je živeti svobodno, srečno, zadovoljno. Največji problem v Sloveniji je to, da ljudje se ukvarjajo s tem, kaj bojo rekli. Pa to je tak narobe. In pa so mlade, recimo zdaj bomo govorili za čarobnice, ženske, so mlade in se ful ukvarjajo s tem, kaj bojo rekli, živijo po načelih, kako družba želi, kako ugajajo, podrejene so. In pol, ko pridejo leta, ko so že res pozna leta, se vsaka ženska tolče po glavu, pa zakaj? Prvo se razdajajo za otroke, to že razumem. Ali otroci so po 18 letu samostojni, recimo v Nemčiji otroke po 18 letu grejo ven iz hiše. Tle se držijo za mamico in tatico do konca življenja, tako na hrbtenici in ležijo, razumeš? In potem se ta ženska toliko razda, da pozabi čisto zase, pa za moža itak strežejo. V bistvu ženske so same krive, da strežejo moške. Ker so one naredile, da so... Dovolile to. Dovolile so. Zbrale so to vlogo. Tako. In pol jim je pa žal. Zakaj se ženske ne zbudijo prej in začnejo res živeti to, kaj čutijo, neko svobodo? Jaz mislim, da bi ženska morala po 40. letu, če že družino ima, če otroke je dvigla, začeti malo se ukvarjati s sabo. Iti na masaže, iti na potovanja, kaj si je želela celo življenje, obiskati, ne vem, najlepše kraje, ne vem. Mogoče zaradi tega, ker ima občutek, da je pol egoistična. A veš, da zdaj pa sebi... Ne, to pa ni egoizem. To ni egoizem. Ne, to je skrbeti zase. V bistvu mi moramo skrbeti za našo dušo. Mi pozabljamo na našo dušo in je zatiramo not. Bolj dela, a ne? To, kaj slišiš, to delaš. Kako rečejo drugi, to je, a veš, kaj bo rekel sosed. Pa kaj te briga, kaj bo rekel sosed? Ampak dajva se vrniti malo samo za sekundo nazaj, se pravi, ti dejansko nisi imela, mislim, zdaj te vprašam, strahu. Verjetno te je bilo strah.
Absolutno. Pa tole me zdaj zanima, kako si šla ti čez dejansko ta strah, a veš, ker vsi tehtamo, jaz mislim, da tukaj nima veze sam ženska ali pa moški, kaj imamo za zgubiti, tehtamo, ok, kaj bojo drugi rekli, kako bo izgledalo, če mi bo spodletel, pa bo mogel nazaj priti. To ne moreš vedeti, če ne poskusiš. Trebaš biti poguman. V življenju moraš biti poguman, poskusiti stvari narediti, tudi če ne grejo v smer, ki si želiš. Tako ne moreš vedeti, če ti bo uspelo ali ti ne bo uspelo. In ljudje so tle zakočeni, je strah posledic, če ne uspe. Ne razmišljajo, da lahko tudi uspe. In zato morajo iti v to smer, v vero, da bo uspelo. In verjemi, da bo uspelo. Ker če ti imaš te strahove, vsi imamo te strahove, strah prinese strah in še večji strah in neuspeh, strah je negativen občutek telesa. Ali ti moraš iti v smer, da bo uspelo in strah malo stisnuti nazaj, ne biti malo močnejši. To je težko, jaz to vem, da je težko, ali se da vse, če je volja, če je želja. Premikaš meje, sem rekla, čarobnica premika meje. Ja, jaz bi v tistem času sigurno bila spaljena že odavno. Bi gorela na gradu. Veš kako. Jaz mislim tudi, da bi. Ampak... Hoče ti povedati, ženska čarovnica je, kjer so ženske čarovnice. To ni nič negativna beseda. Ampak? To so močne ženske. To so ženske, katere imajo svoje mnenje, katere izrazijo svoje mnenje, katere se borijo čez življenje, se ne pustijo teptati. Grejo proti vetru, proti toku. Tako je. Zdaj mi pa, ne vem, če verjameš... Samo proti vetru zna biti zelo lepo, kot je takole čez lase zapiha. In je zelo Eurosong moment. Ja. Povej mi, ne vem, a verjameš v naključje ali ne, ampak jaz sem seveda si spisala seznam žensk, ki mene inspirirajo, in ti si bila pač ena od teh žensk v Sloveniji. Hvala. In z veseljem. In v bistvu danes, si prva gostja, ampak poglej, mi se rodimo, rodimo se pravi s polom, ali si fantak ali si punčka, to nam je dodeljen. Ti si pa v bistvu spol spremenila in ti si izbrala pri polni zavesti, hočem biti ženska. In zdaj se malo pohecam, ful sem hvaležna pa počaščena, da midve odpirava zdaj skupaj, veš, ta momentum teh čarobnic. In verjamem, da da bova dobro tlakvale za vse naprej moje goste, ki bojo tukaj sedele na tvojem stolu. Požegnam tole oddajo, da bo zelo uspešna. Bravo. Ampak hotela sem te to vprašati, glede na to, da si izkusila biti in v moški koži, telesu, in v ženski, če se malo pohecava, komu je težje? Kdo zjutraj stopi v težje, v večje čevlje? Jaz kot moški sem se počutila zelo nelagodno. Nisem bila samozavestna. Bila sem predstrašen fantič v bistvu. Jaz sem skozi sanjala, odkar se zavedam za sebe, da sem punca, da sem ženska. Jaz nisem sebe doživljala nikoli kot fanta. Morala sem nositi fantovske obleke in... Seveda, si bila fant, ker je družba rekla, da si fant. Ja, družba je rekla, jaz sem fant in to je to. Ali jaz sem zmeraj na skrivaj doma se oblačila. Veliko batin dobila zaradi tega. Ja, mama, ko me je dobila, jaz sem imela kuhinjske krpe in ne vem kaj potlačeno, da sem se pridogledala. Takrat je bil Zdravko Čolić Lokica, jaz sem bila seveda Lokica, ker sem plesala, veš. Tako da, ja, Salome ima večjo moč, kot je imel Nenad. Bolj močna sem. Ja, ampak moč si dobila v bistvu v trenutku, ko si dovolila biti to, kar si čutila noter, ne? Ja. To bi rabo vsak človek, živeti točno to, kaj čuti. Zdaj si me lepo pripeljala do naslednjega. A veš, kera je moja najljubša tvoja izjava? Kera? Jaz, ko sem lačna, si kupim sama kruh. Noben bog, nobena družba mi ne plačuje račune. Sama si jih plačujem. Ko bodo oni meni kupili kruh in plačali mi račune, mogoče se bom potem obnašala, kot bojo oni želeli. Mogoče. Kaj si, ali pa deva tako, kaj bi rekla nekomu, pa sploh ne mogoče nujno mlademu človeku v tem smislu, ampak kaj bi rekla nekomu, ki se bori za živeti ali pa
zaživeti pristno življenje, v smislu, da se osvobodi teh nekih predsodkov, tega strahu. Lahko je to ženska, lahko je to moški, lahko je to nekdo, neka mlada oseba, ali pa ne. Za vse to so krivi starši. Starši vzgajajo svoje otroke tako, kako so njihovi starši vzgajali. Znači, kdo bo kaj rekel, a ne? In to je največji problem tele družbe. A ne? Zdaj, mi ko pridemo v to puberteto, pa začnemo že biti... Imamo mnenje. Tako, mi se pol sami lahko odločimo, a bomo živeli po načelih naših staršev, ali bomo začeli graditi svoje življenje, svoje mnenje, svoje odločitve. Vsi mi imamo dobro in zlo v sebi. Ja. Mi se sami odločamo, bomo morilci ali bomo dobri ljudje. Mi se odločamo o tem, vsak je Svobodna lahko volja. morilc, če se ti odločiš za to. Ali jaz mislim, da je pozitiven biti, kako bi to razložila? Lih mogoče tako, tebe dojemam recimo, ok, itak si zelo pristna, zelo si iskrena do sebe, do drugih, ti kar rečeš, to se čuti, da tudi misliš, ne? Ampak humor je pa tudi ful velik del tebe. Pa me mogoče tukaj zdaj, da se naveževa lih na to, kar si zdaj govorila, ne? Ta pozitiva. Ti imaš pozitivo, ampak imaš tudi zelo močen humor, a ne? A je bil humor tako, a si ga dojemala kot en obrambni mehanizem, zato da si se ti lahko malo zaščitila? Veš, ko vedno s smehom je vse lažje, ne? Mi, ko smo malo šaljivi, forco stisnemo, ne? In in evo nas, smo že kupili unga nasproti. Ali ti je to mogoče ena oblika, ne vem, nekega izražanja v tem smislu? Kaj ti sploh predstavlja humor? Humor. Da Humor, slišim. vsak človek ima rada humor. Ja. In verjetno sem tudi jaz začutila, da če sem jaz zabavna, Ja. da se ljudje smejijo. Se sprostijo mogoče tudi. Tako. In kaj imamo mi rada? Zelo pozitivne, nasmejane, zabavne ljudi, Ja. katerih je danes malo. Ja. Ker smo vsi, ne vsi, smo pojedinci. Ja. Mogoče imam to tudi prirojeno, ali ljudje so preveč zatirani, nesrečni, nezadovoljni. Prav zaradi tega, ker niso začeli delati svoje pot v življenju. Ne najdejo, kaj bi delali, s čim bi se ukvarjali, kje bi živeli, kaj želijo od življenja. Čakajo, da jim bo padlo z neba ali da jim bo Bog ali ne vem kdo prišel in rekel, ja, ti boš to in to. Ti sam moraš najti v sebi, vsi imamo vsi dušo. Naša duša je kot en zapis. Ja. Not nam vse piše. Če si prisluhneš. Kjere talente imamo, kaj si želimo v življenju. Samo to zatiramo, a ne? Bolj, kot sem prej rekla, a ne, bolj razum dela, kot da začnemo uporabljati dušo, ker tlele not je taki zaklad, ki ga eni ne pridejo do njega celo življenje. A ne? Kdaj se Salome počuti najbolj ženstveno? Danes, a veš kaj, zdaj en let karantene in danes sem se oblekla, najlon, ki sem dala po dolgem času. In sem rekla, ajme, kaj bo rekli v taksiju, kam jaz grem, a veš, či sem prestrašena, bila sem rekla, oj, pa še v blok sem prišla, lahko si misliš, kaj taksista misli? Tako da mi je bilo malo nerodno, a veš, malo mi je bilo nerodno, tako sem rekla, Salome je že dolgo bilo nisem se oblekla tako lepo. Imam rada, da se ženska uredi, da je Oblekca, lepa. zgledaš čudovito, pa kaj si šla, si na manikuro si šla? Nokte sem si zrihtala, ne vem, če se vidijo, Ja. Barvo v stola. barvi z tega stola, oblekica v barvi tvojega stola. Ne moram verjeti, ful si tako vse detaljno, Ja. prava ženska v bistvu tako zelo, a veš, bi rekel, marsikateri moški traparije, ampak, a ne? Niso to To niso traparije, traparije. to bo lepe video. Bravo. A veš, oči prvo oči Pa ti jejo. sijaš, ko si zadovoljna. Oči prvo jejo. Bravo, oči a prvo ne? jejo. Pa tudi se mi zdi, da ena manikura, ena obleka lahko naredi marsikaj ženski za držo njeno, za počutje, a ne? Ni, a veš, trenerka... Veš, kaj mene žalosti? Da slišim. Ko se ženske ful zapustijo, ko se poročijo. Ja. Otroci, vse in Ja, pol ker se je to enega drugega, ne? Pa se ti lahko gojiš žensko v sebi, ne smeš pozabiti v to deklico v sebi.
Ja, ona je tlele nekje, zakaj jo zanemarjata, ne? Povej mi, zanima me, kako dejansko, na kaj si najbolj ponosna? Kako gledaš na svojo pot in zdaj, ko gledaš nazaj, kaj je trenutek, moment, ko rečeš, na to je Salome ponosna? A veš, dolga leta jaz nisem čutila, da bi jaz nekaj ne vem kaj naredila. A veš, zdaj vsi gledamo, če nekaj narediš, to je materialno, imaš, ne vem, stanovanje, vikend, avto in pa vse. Čez denar. Ja, ne? čez denar vse gledajo. Jaz nisem bogata. No, se vsak bi rada bil, a ne? Ali pač nimam te sreče na lotu, ne dobim. Še. Ja. Ali, jaz sem v bistvu zelo veliko naredila, pa se ne zavedam tega. Jaz sem v Sloveniji, na Hrvaškem, pa ne, da sem skromna, meni to ne izgleda, to je pač moje življenje in jaz ne čutim, da bi jaz nekaj posebnega naredila. Leta se ni nič dogajalo. Zdaj zadnje čase sem začela dobivati veliko sporočil od ljudi, hvaležnost, da sem naredila to, kar sem naredila za vso drugačnost v Sloveniji. Sem zelo dober ambasador LGBT skupnosti, transrodnih ljudi, a ne. A misliš, da je to tvoje poslanstvo? Na nek način. Da ta glas v Salome v bistvu seže naprej s tem sporočilom. Zdaj, lahko je poslanstvo, samo jaz, to je moje življenje, jaz ne čutim, da je to poslanstvo. Jaz pač sem se postavila zase, kakor se bi vsak moral postaviti zase. In ker sem se počutila ogrožena, jaz sem prišla ven v 90-ih let in nisem jaz prišla zdaj ven, ne. Takrat je to bilo, bože sačuvaj, to je za zdravljenje, komor, plin, elektrošoke in to je takrat sem jaz prišla ven, ne. V času, ko to ni bilo sprejemljivo. Ali jaz sem prišla ven, sva prestrašena, da se mi bo kaj zgodilo. Seveda. Sem ponosno stala in delala se, da me ni strah, ker drugače bi me povozili, zgazili. Noro. In sem si naredila ta obrambni sistem. Če me je kdo napadal, sem takoj napadla nazaj. Wow. In to je bilo leta in leta. Zmed sem gobčna bila, sem zabila tako nazaj, nepričakovan odgovor so dobili. Pa je to bilo smešno. A ne? In pa sem to obrambni sistem... Ti si res grizla, ti si res... Ja, jaz sem odpirala taka kovinska, ogromna vrata, tako široka. Kaj, ko nekdo reče, da nekaj ne moreš, da nekaj ne... To pa se To pa tega ne ni splača. res. Vsak lahko vse. Vsak lahko slika, vsak lahko kuha, vsak lahko dela vse, lahko je vsak kirurg. Če ti želiš to, če ti misliš, da ti nisi za to, si že blokado naredil, valjda, da pol ne boš mogel to narediti. Jaz sem mislila, da ne znam slikati, da ja ne znam portrete, da to moraš imeti likovno šolo, da to moraš imeti tečaje. Seveda, neko znanje... Jaz sem samo YouTube odprla, začela gledati, tako se mešajo barve, pa sem šla, pa zdaj delam portrete. Samouk, Salome. Samouk. Vsak je lahko samouk. Noro. Kdaj si najbolj srečna, oziroma kaj te najbolj osreč, pa kaj te na drugi strani tako, da te naredi žalostno? To bi lahko 1 uro, ne. Najbolj me osreč kako potovanje, rada potujem. Ti si guštara, ne? Strelka, ja, rada potujem, novo kulturo, novo hrano, novi obrazi, da me nobeden ne pozna. Pa da sem v super družbi, recimo Tomaž Mihelič, zdaj smo bili na Kanarcih, je bilo božansko. Smo spremljali. Toliko smo se fajn imeli, toliko smo se lepo razumeli, brez konflikta, ipak smo bili mi skoraj 1 mesec dala, ne. To me veseli, dobra hrana, kako pijačko doma, da skuhamo nekaj. Ti si prava baba. Hvala. No, to me pa recimo, to me ful veseli, ne. Veseli me uspeh prijateljev. Privoščim si ljudem. Če človek ima Mercedes, on je moral delati za ta Mercedes, je legalno, nelegalno, on je delo, privošči mu. Njegov problem je, če je to na njegove duši, a je to legalno, nelegalno zaslužil. Nekaj je moral delati za to. Ljudje so ljubosumni in pol kočijo s to ljubosumijo svoje življenje. Kaj me žalosti? Kaj te
Žalosti me, da so ljudje hujše živali, kot kaj so ne vem kakšne živali. Da lahko otroka ubiješ, recimo, zdaj, ko se je na Hrvaškem zgodilo, da pretepeš otroka do smrti. Da ubiješ živali, da ubijaš, ne vem, jaz sem zdaj nehala tudi meso jesti, ne. Še vedno jem ribo, ker nisem mogla kar nehati vse, ne. Take negativne stvari, žalosti me, da ljudje ne privoščijo enim drugim, da so veseli tuje nesreče, pa kako si lahko vesel tuje nesreče. Pa me to čisto tako vrže me iz tira. Ja. A je mogoče to, da te tako vprašam po tvoje, ta razlog, da greva nazaj na začetno temo, da se to dogaja v svetu toliko zaradi tega, ker si ne dovolijo te ljudje, ki delajo to zlo, živeti svoje resnice. Ja. A je en In del... življajo svojo nesrečo. Življajo svoje nezadovoljstvo. Človek, kateri je zadovoljen s svojim življenjem. Nikoli mu ne bo šlo v nos tvoje življenje. Ker se ne bo ukvarjal, ker je zadovoljen. Kdo je favš, kdo ne privošči, kdo je jezen, kdo je... Je tisti, ki to v sebi rada imel, kot ti imaš, a nič ne naredi, da se to zgodi njemu. Nego sedijo eni na kavču in sovražijo cel svet in ne vem, čakajo, da jim bo Bog kaj prinesel. Tudi jaz sem sedela na kavču. In kaj se je zgodilo? Nič. Kile. Nič. Jaz Nič se mi leta in leta sem mislila, da bo prišel eni, da bi bo finančno dal injekcijo in jaz bom naredila ne vem kakšen album ali ne vem kaj, video spot ali kaj. To se ni nikoli zgodilo. Ko sem jaz začela migati, ko sem jaz začela delati, hoditi ven, med ljudi, ne moreš se zapirati v hišo, kaj se bo doma zgodilo, televizija? Čez televizijo se bo kaj zgodilo? Ne bo se nič zgodilo. Mamica pa ati pričakujejo, da, ali čakajo, da jim starši umrejo, da bojo podedovali ali ne vem kaj. Zakaj ne ustvariti v svojem življenju sam neki in biti ponosen na to? Pa to je najboljša hrana za dušo. Upam, da si kdo piše vse to. Jaz si bom tudi polka bom gledala. Kaj pa ljubezen? Brez tega pa ni nič, ne? Šokirala sem, nisem vedela, da boš to temo. Ne, ampak dejva tako, ljubezen je do sebe lahko, ljubezen je, mislim... Jaz nisem vedela, da bom toliko ljubila mojo čivavo. Jaz nisem nobenega moškega tako ljubila. Kot psa. Še. Pa ta pesem je zmeraj vesel v mene. Ja, to pa je. To je Maše z repom, ima me rada, tudi če je na kruljem, ona me voli. To je najboljša ljubezen. Zdaj, jaz nisem nikoli imela partnerja javno v Sloveniji, zaradi tega, ker mogoče jaz krivo razmišljam, ali jaz mislim, da Slovenec nima jajc, da bi šel po cesti z mano pod roko. Zakaj? Zato, ker sem znana. Če ne bi bila znana, verjamem, da bi imela partnerja. Zakaj? Ker se bojijo, da jim bojo rekli, glega, tale je tudi peder. Ker Slovenija razmišlja čisto narobe, kar se tiče transrodnih žensk. Ker nas pač njihovi možgani ne dojemajo kot ženske. Ne zgodi se jim klika, ne? Ali pa da rečeva drugače. V maštariji pa mogoče sanjajo o nama. A veš? Razumem, ampak a veš kaj? In to jim gre na živce, ker jim pridemo v domišljijo. A ne? Ker transrodne ženske so lepe ženske. Zelo si lepa ženska. Nisem mislila, da se hvala lepa. Zelo si lepa ženska. So lepe ženske. Imajo lepo energijo, seksualno energijo. Ker taka ženska, recimo, ne, je zelo odločna. Jaz te vidim zelo, malo kdaj srečam tako močno žensko, tako, veš, grem svojo pot, rečem to, kar mislim. Imaš to neko držo, te neke ponosne ženske. In tako, kot si rekla, ta aura okoli tebe, je zelo težko jo je spregledati. Če sem se že odločila, da bom ženska, potem bom predstavljala ženske tako, kako se spodobi. Noro. Ženska mora biti ženska. Ne, da ženska ratuje kot moški.
To, da ženska zamenja žarnico, ne vem, taka moška opravila, zakaj ne? Ne vem, zakaj moški ne. Dobro, zdaj ti mlajši moški tudi opravljajo, veliko kuhajo, recimo, ker včasih je to čakaš, ženska mora vse narediti, on sedi, čaka, poje, to je to, razumeš? Stane gre. Ja. Ok. Ko sva že pri lepoti pa lepih ženskah pa takole, ne? Prejšnji mesec pride v moj nabiralnik Ljubljana, revija Ljubljana in Salome na njej na naslovnici ponosno gleda Siješ. To je izdanje 8. marca. Na dan žena. In so se odločili, da bi mene imeli na naslovnici. Kaj ti to pomeni? Kaj ti to sploh pove? Kdo te je dal na naslovnico? To je šlo, to je sprintano, ne vem, 100 in ne vem koliko izdaj, 126 tisoč. Noro. In to je šlo vsak iz Kaselca, ne? Ja. Seveda sem ponosna. Jaz se v zadnji čas odločam za ta prave stvari, za pravi intervju. Ne grem posod. Ne zanimajo me te trači izmišljeni, kaj veliko tega kroži po medijih, a ne zdaj bomo si nekaj izmislili. To me res ne zanima. A si daš opcijo, da začutiš, da če začutiš, da je, pol greš, sicer pa ne. In rečeš tudi, da ne. Ja. A ne? Ja. Kar je, mislim, čisto v tvojem stilu. Pa zakaj? mislim, da je že čas, da se odločim, kje bom. Amen. Sem že toliko letih, toliko na sceni, A veš, čez kaj mi je bilo? 30 let, da... Ja. Si zaslužiš, ne? Ja. Ja. Spoštovanje do sebe, da poveš, kaj ti paše in kaj ti ne paše, konec koncev. Super. Ne, tole, poleg naslovence, ki mi je bila blazno všeč, ker res siješ z nje. Novinarka te na koncu vpraša, kaj pa čez 50 let? In, a se spomniš odgovora? Ja. Rekla si, a misliš čez 1000 let, ko naju več ne bo? Takrat bom šele postala slavna. Ja. Žalostno resnično. Takrat, ko nas več ni, ljudje se zavejo o pomembnosti tvojega življenja. In takrat te začnejo spoštovati. In to se bo tudi zgodilo z mano in s tabo. Jaz sicer verjamem, da ti si že zdaj taka velika zvezda, diva in res nekaj posebenega, tako da ti si že zdaj slavna. Upam, da to zelo dobro veš. Slavna je zdaj zvezda, veš kaj, jaz si zvezda predstavljam, da imaš ti si zvezda. Vile. Nima veze, ti imaš to auro zvezde. Ja, to in lej, sploh se ne bojim zate. A si imela kot otrok spominsko knjigo? Ne. Nisi imela. Lej, jaz sem naredila svojo spominsko knjigo in eno podarim tebi. Hvala. A prav, draga moja, za vse fabulous spomine, ki prihajajo, ker ti boš imela še, če si do zdaj napisala eno knjigo, jih boš po mojem po tem 50. letu lahko še ene, saj 5. Kaj pišem not? Noter si napišeš lahko sama kaj sebi, daš pa tudi svojim prijateljem, svojim znancem, da ti napišejo nekaj zate, neko posvetilo, lahko ti kaj narišejo, lahko ti nalepijo kakšno skupno sliko, skratka zbiraš spomine. Lepo. Pa tudi tebe bom prosila za eno posvetilo meni, tako da bova to vse zdrihtale. Naredile bova tudi fotko. Se v bistvu sva pri koncu, a veš? Toliko mi je fajn bilo, da bi jaz še klepetala s tabo. Ampak zato bova pa naredile še tako, ne takoj, ampak mogoče čez kako leto, 2, part 2. Može. Jaz sem za. Salome, a veš kaj, tebi želim, da najdeš še enega moškega, eno ljubezen v tem moškem, ki bo predvsem si upal biti toliko deca, toliko moškega, da bo rekel, požvižgam se na to, kaj bojo rekli, požvižgam se na to, kaj si bojo mislili. To bo pravi moški. Ti si zaslužiš pravega moškega. Ki bo tudi on dejansko zaživel svojo resnico in dojel, da Salome je ženska in fabulous ženska, povsem po vrhu tega gledalcem in poslušalcem, ker poslušate nas lahko tudi na podcastu, oziroma podcast aplikaciji. Pa želim to, da predvsem vsak si dovoli oziroma dovoli vsaj ščepec tega poguma živeti, kot je Salome, te avtentičnosti, te pristnosti, ker mislim, da bo veliko bolj srečen in zadovoljen. Lahko še jaz kaj povem? Izvoli. Drage moje dame, upajte si živeti to, kaj čutite.
budite samo svoje. Rada vas imam.